Nekaj o mitih in resnicah o hrani in dietah. Študije kažejo, da so drastične spremembe običajnih prehranjevalnih vzorcev posameznikov dolgoročno neuspešne. Večina posameznikov se po določenem času vrne na stare prehranjevalne navade. Bistveno hitreje, če so spremembe bolj drastične. Diete, ali jih res potrebujemo? Visoko beljakovinska, presna, izločitvena, brez glutena, brez belih sestavin, kot so sladkor, sol, bela moka, paleo dieta, keto dieta. Za uspešno obvladovanje našega dobrega počutja, ohranjanja zdravja ne obstaja zdrava dieta. Obstaja pa zdrav življenjski slog, v katerem ima ključno vlogo prehranjevanje. V redkih primerih potrebujemo posamezniki medicinsko predpisano dieto. Predpisovanje dietnega režima samemu sebi in brez medicinske osnove je lahko nevarno in zdravju dolgoročno škodljivo. Premalo se zavedamo dolgoročnih posledic drastičnih dietnih režimov, na primer pomanjkanje mikrohranil, vitaminov, kalcija, železa. Ko zaradi ohranjanja zdravja potrebujemo na primer keto dieto, jo vodita zdravnik in klinični dietetik, ki opremita posameznika z ustrezno vitaminsko-mineralno podporo na recept. Vrhunskim kategoriziranim športnikom o športni prehrani med treningi in tekmami naj svetujejo klinični dietetiki športne prehrane za opravljeno ustrezno licenco. V slovenskem prostoru jih je že lepo število. Žal po visoko beljakovinski prehrani in izdelkih posegajo zelo mladi športniki, najstniki, kar ima lahko za posledico, da mlad športnik poje premalo ogljikovih hidratov. Beljakovine pa se zato začnejo izkoriščati za energijsko kritje, posledično pride do zmanjšanja razpoložljivosti beljakovin za gradnjo mišic in tako imenovanega sindroma relativnega energijskega pomanjkanja, ki ima za posledico zastoj v rasti mladega športnika, odsotnost menstrualnega ciklusa pri dekletih in zmanjšanje kostne gostote, kar lahko vodi v poškodbe s pogostejšimi zlomi. Vsi, ki se redno rekreativno ali v klubu ukvarjajo s športno dejavnostjo, potrebujejo predvsem redne, manjše, pretežno ogljikohidratne obroke. Kaj pa prehrana brez glutena, brez laktoze? Smo res vsi alergični in tolerantni na gluten in mleko in sta res gluten in mleko nevarna za črevesje? Zakaj se počutimo bolje, če gremo na dieto brez glutena? Zakaj smo manj napihnjeni? Kdaj poiskati pomoč pri napihnjenosti, spahovanju, težavah z odvajanjem? Kaj je FODMAP dieta? Zaradi neurejene in neredne prehrane, stresa, vse več ljudi čuti nelagodje po določenih obrokih. Vsak 5. Evropejec ima sindrom razdražljivega črevesja, 4-krat pogostejši je pri ženskah kot pri moških. Glavna težava, napihnjenost, vetrovi in pogostejše odvajanje tekočega blata privede do porušene črevesne flore posameznika, zato posameznik ne presnovi dobro določenih sladkorjev. Govorimo o slabo fermentirajočih sladkorjih, kriva pa je naša prehrana, ki je prebogata s fruktozo, fruktozno-glukoznimi sirupi in nadomestki sladkorjev. Oseba nima alergije, le črevesne bakterije ne morejo predelati do konca ostankov določenih sladkorjev. Najbolj pogosto je to laktoza v mleku, mlečnih izdelkih, fruktoza kot fruktozno-glukozni sirupi v sladkih pijačah in izdelkih z oznako brez dodanega sladkorja, kot so umetna sladila, alkoholni sladkorji, posledično pa se del fruktooligosaharidov nahaja tudi v pšenici, čebuli in česnu. Zato postanemo po uživanju večje količine na primer testenin, napihnjeni in imamo vetrove. Pri tem pa ni problem gluten, temveč omenjeni sladkorji. Ljudje, ki ne smejo uživati glutena zaradi dietne bolezni, avtoimune bolezni, je v svetu izredno malo, le 1%. Kruh brez kvasa. Kaj so droži? Ali je ta kruh res drugačen? V ambulanti za klinično prehrano se skoraj dnevno srečujem z ljudmi, ki se radi pohvalijo, da uživajo kruh brez kvasa. Ko jih vprašam po receptu, skupaj ugotovimo, da ga pripravljajo z drožmi. Kaj pa so droži? Voda, moka, sobna temperatura in mikroorganizmi iz ozračja. In vsi pogoji za rast kvasovk so zagotovljeni. Če povišamo temperaturo na 40 stopinj, se je dogajanje še živahnejše. Kvasovke se začnejo razmnoževati in nastane kvas, ki smo ga vzgojili sami. To pomeni, da smo do kvasa prišli kot nekoč po naključju naši predniki in družina to vsak dan delno porabili za kruh, preostanku pa dodali novo moko in vodo ter ga postavili na toplo in nepretrgoma vzgajali kvas, droži za naslednjo peko kruha. Kruh brez kvasa ali kruh z drožmi je kvašen kruh.